Hej, hej, dragi moji, kak ste kaj danes? Kak lep dan, čudovit dan. Res, da ni sončka, ampak kaj jaz vedno rečem? Če sončka ni, sem sonček jaz. Je tako? Ja. Lepo vas pozdravljam še v tem videu z naslovom A si vzamete čas zase in se razvajate brez slabe vesti. Vsi, ki me poznate, veste, da imam jaz 2 otročka. In skoraj vedno, dokler res nisem to ozavestila v globino sebe, sem se razvajala ali pa sem si vzela čas zase s totalno slabo vestjo. Odkot to izvira? To izvira iz otroštva ali pa kasneje v življenju, ko smo rabili za vsako nagrado, priboljšek, bom temu rekla v narekovajih, nekaj narediti, da smo si kao zaslužili nek priboljšek. In iz tod izvira toliko slabe vesti in toliko sodb samega do sebe, da si ne upamo vzeti časa zase, da se ne upamo iti razvajati, da si ne upamo kupiti kakšne lepe oblekce, da si ne upamo iti na kako tortico, ker vedno imamo odzadaj sodbo, ali sem dovolj naredil, ali sem dovolj dober, ali sem dovolj pospravil stanovanje, ali sem dovolj bila z otroci, ali sem dovolj, in pol, ko sem dovolj, pol si zaslužim. Če mi vemo, da je vesolje fotokopirni stroj in večkrat bom jaz čas namenila svojemu užitku, svojemu razvajanju, več situacij, dogodkov, ljudi mi bo vesolje dostavilo, da se lahko razvajam. To je ena stvar. Druga stvar, kaj pomeni rad sam sebe? Kako bom otroku, v mojem primeru 2, pokazala, kaj pomeni rad imeti sam sebe? Tako, da si vzamem čas zase. Ker če si vzamem čas zase, sem boljša mamica, sem bolj srečna mamica, sem nasmejana mamica, sem vesela mamica. Ok, in zakaj toliko stisk, ko delam coachinge z vami, pa z ljudmi, ki ste v mojem programu? Ravno zaradi tega, ker si ne vzamemo časa zase. Kaj pa tebe veseli? Kaj pa tebe radosti? Kaj te prinaša užitek? Ne moreš biti ves čas kar doma, pa pospravljati, pa peglati, pa kuhati, pa sesati, pa za otroke skrbeti, pa upam, da ne, še za enega odraslega otroka skrbeti, se pravi partnerja. Kje si ti, draga moja? Kje si ti? Evo, jaz sem danes cel petek namenila temu, da razvajam sama sebe. Pod razvajanje, danes sem objavila na Facebooku tudi objavo, lahko greš na moj zid in pogledaš, se pravi, na kaj vse živjo vpliva, če sami sebe razvajamo. In zakaj misliš, da ti to ni dovoljeno? Dovolj si. Že s svojim prihodom na svet si dovolj. In če tudi od tega trenutka v življenju nič več ne narediš in nič več ne ustvariš in nič več ne dosežeš, si dovolj. Dovolj si, draga moja, dovolj. In vredna si vsega najlepšega in najboljšega. In živijo Veronika, živijo Don Vito, živijo Vito, živijo Slavko. In enako velja za moške. In
dovolite si pokloniti to sami sebi. Ne čaka, da vam bo eno od zunaj prinesel rožce, pa naštimo svečke, pa vas peljal na večerjo, pa z vami šel na sprehod, pa vam kupil masažo. Poklonite to sami sebi, kaj vašo dušo radosti, kaj vaši duši prinaša užitek. Če je to branje knjige, berite knjigo. Ni treba vedno za užitek dati denar. Jaz sem šla danes na masažo in koliko me je bolelo. Hodim eni Tajki, ker je res specialist na svojem področju in se počutim fantastično. In zdaj sem si privošla še en sprehod s kužkom, z enim kužkom. Evo ga, da vidite. Eden je z Nežo, Neža je šla pa danes z detko. Da, zdaj smo 5 dni. Orang sem napolnila prašička. Jaz vedno pravim, da je biti z otrokom tako polniti en hranilnik. Se pravi, do dobra se je moj prašiček najedel. Igre z njo, cartanja, branja pravljic, zdaj ko smo bile na morju, izletov po morju. Zdaj sem jaz napolnila svojega in njenega prašička, tisto, kar si ona želi. Zdaj pa rabim še svojega. In en dan v mesecu, v tednu, nameniti sebi, svojim užitkom, svoji radosti. To ne pomeni, da jaz nisem rada svojim otrokom, ampak rada sem tudi sama. In to ji razložim. Imeli smo velike borbe, ko sem jaz začela predavati ali pa meditirati. Ja, pa zakaj moraš iti, pa zakaj moraš predavati. Neža, zato, ker me tudi drugi ljudje potrebujejo. Zato, ker me ne potrebuješ samo ti. Še kdo drug me potrebuje. In ravno iz tega je najin odnos toliko zrasel, da ona točno ve, če mami reče, danes imam pa dan zase, grem na masažo, grem na sprehod, grem v hribe, kamorkoli, da bo dobila še bolj srečno mamico, še bolj veselo. In s tem mi kažem, kaj pomeni ljubezen do sebe. Do sebe. In to je nujen korak, ki ga želim svojim otrokom predati. Zakaj? Da bojo tudi oni lahko svojim otrokom, svojemu partnerju pokazali, kaj pomeni ljubezen do sebe. In za mene pomeni ljubezen do sebe, da si vzamem čas zase, da sem sama s seboj, brez otrok. In v tem ni nič slabega. In to ni nič narobe. Ampak vedno poskrbim, da napolnim tistega prašička, tudi njenega, se pravi, da sem dovolj z njo, da ji berem pravljice, da se igrava, da se cartama, da se pogovarjama in tako naprej. In to vam želim danes predati, ker to je razvajanje samega sebe, je nuja, to ni egoizem, to je nuja. Ne vem, jaz ko delam z ljudmi, pa vidim, koliko enih tečnih, nestrpnih, žalostnih, v obupu ljudi je okoli mene, recimo s temi, ko pridete k meni po pomoč. In naloge v mojem programu Pot do sreče notranjega miru so tudi, vzemi si čas zase. To je naloga, to je nuja, če želite v življenju biti srečni, radostni, veseli. In da se naučite reči ne, takrat, ko čutite ne. Tudi to je ključ. Ampak se spomnim, kako je bilo mene strah, kaj reči ne, ko sem se tega ne učila. Danes pa sploh ni več situacij v mojem življenju, niti ljudi, ko bi jim mogla reči ne. Tako se vam pol življenje spremeni. Se pravi, danes vas pozivam, da Inge živijo, Luka živijo. Danes vas pozivam, da res naredite nekaj zase. Za svojo dušo, ker če bi vsi delali nekaj zase, tisto, kar nas veseli, radosti, polni, bi bil ta svet prijazen. In mi vsi skupaj
tu na Facebooku, na mojih predavanjih, na mojem YouTube kanalu Planet ljubezni. Gradimo planet ljubezni. Ampak kje se ljubezen začne? Pri nas samih. Ok, pri nas samih, nikjer drugje. In dovolite si to. Vredni ste vsega najlepšega, vredni ste vsega najboljšega, vredni ste ekspanzije, vredni ste užitka, vredni ste razvajanja. Na nikogar ne čakajte, poklonite to sami sebi. Ok, in dovolj je sprehod po poteh, kjer vam je lepo. Igor, živjo! Tako da rada vas imam. Nad tem videom bo link za prijavo z menoj na brezplačni posvet, če si želite kaj več o programu izvedeti, ali pa 15-minutni brezplačen posvet, da vam kaj pomagam, da vidimo, kje vaš čevelj žuli, kakor tudi do predavanja 19. marca v Ljubljani, kamor pride iz Beograda Nenad Petkovič, trener PEAT metode. Vsi podatki so tu. En majčkeno prostih mest je še ostalo, tako da hitro se prijaviti, da ne boste ostali brez. Rada vas imam, pa javite mi po ta video v komentar, kakšen je bil vaš današnji užitek. Čau, čau!